Živijo in lep pozdrav na kanalu V naravo, jaz sem Peter. Danes smo cela skupinca, nas je vse skupaj nas je 7. En del ekipe je iz Bohinja, ostali smo pa Borovnica, pa še en Ižance z nami. Jih pol malo kasneje predstavim. Se nahajamo pa na goriškem koncu nad Kobaridom. Tole planina za prikraj pa za pleč, če se ne motim. Če sem se pa zmotil, pa napišem prav. In cilj je danes tukaj gor po Molateri na Vratca, oziroma na Vrata, pa greben Krnčice, Lemež. To je en ful lep razgleden vrh nad Krnskim jezerom. In tukaj gor bomo v bistvu malo raziskovali. Malo šli po sledeh Soške fronte. Tukaj gor so imeli, po Krnčici so imeli Italijani, tam na Lemežu je bila pa že Avstro-Ogrska vojska in vse ful lepo razgledno, lep dan se obeta in bo taka zgodovinsko-turistična tura, no. Tako da obvezno z nami gremo. Tamle gor naprej je tale Govje krasji vrh, drugače sta pa tukaj dve planini, mislim, da je za prikraj pa za pleč, če se ne motim. Je tudi muzej na prostem, mi pa tukaj gor na tole sedlo Vrata, pol pa desno na Krnčico, pol pa srednji vrh, tistle zadnje je Krn. Tukaj gor pa bomo pa tle gor malo se šetali. Prvi pogledi na Kaninsko pogorje se nam zelo hitro pokažejo. Bo pa gor vedno lepše, seveda. Tole je pa še pogled na Kolovrat levo. Imate jur zdajle naravnost. Spodaj tudi Kobarid. Tamle se začenja greben Kobariškega stola. Tole pa, kot že rečeno, greben Polovnika. Tukaj dol sta drugače dve izhodišči. Prvi posnetek, ki sem ga pokazal, ki sem posnel, ki je bila še malo tema. Tam je prvo parkirišče in tukaj pripelje tudi betonska cesta, tako da tam lahko pridete z vsakim avtom. Tam se da tudi vodo tankati. Pol pa do sem gor, ki je pa naše izhodišče, je pa makadamska cesta in na parih mestih je voda kar naredila svoje oziroma dela. Tako da s kakšnim prav športnim avtom raje dol parkirite. Evo naša četica, pa vedno lepši Kanin, greben Polovnika in zadaj Stol. Poleg Molatere prvi ostanki Soške fronte. Je pa zdajle, ko korakam tako lepo v gosem redu gor, mogoče ta prav vsaj da povem tudi tukaj Drežnica. Ful lepa planota. In tukaj ni samo pohodniško, mislim, je eno pohodniško, ampak lahko greš se tudi slapove gledati. Tukaj je vsaj ene 6 slapov. Tudi korita so, ful enih stvari. Potem tudi začne se tudi soteska Kozjaka, slap, ki ga verjetno vsi poznate. Drugače pa vse te stvari, tukaj okoli Kobarida, če vas zanima, kaj vse bi šel jaz pogledat, oziroma kaj sem šel vse pogledat, imate na spletni strani vnaravo.si
je članek z naslovom Znamenitosti Kobarida. Tudi če to vtipkate v Google, bo prvi ali pa drugi zadetek. Pa pejte pogledati. Po kakšni urci pa pol vzpona lahko pa še zmeraj pokontroliramo, če je avto, kjer mora biti. Akrobacijo naredil, a ne? Malo zaplesal zraven. Po planinskih kočah tudi. Tole je bila pa nekaj časa nazaj bila ovčka. Tamle gor se pa že molatere vidi, kako gre za ovink. Naša četica. Smo prišli na vrata in razgledi, tako kot vedno, višji si, lepši so. Kaj pravite pa na tole? Tam desno zadnje je že Mangart. Rad smo pa zdaj enega pastira spet srečali. Že prej dol smo ga, prej smo štartali in je šel malo ovce prekontrolirati. Jih čaka zdaj in pravi, da je par let nazaj, da so mu volkovi 160 ovc poklali tlele. Evo naša četica še iz tunela, da še predstavim Martina, pa Klemen, Ema, Janez, Dare in pa Luka, pa še jaz sem. Tukaj se pa začne uživancija. Baje je tole švicarski oklep, da se reče temule. Če pa ni, me pa popravite. Pa danes smo spet Janez za sabo, tako da bomo vse rožce znal našteti čudežno, tudi po imenih. Evo, tele pa čaka pastir, ki sem ga preomenil. Tukaj pa fantastična moltera. Imamo sprehod, zdaj smo glih čez 2000 metrov nadmorske. Ja, tako kot sem rekel, Janez mi vse pove, tole je Triglavska roža. So drugače mora dovedeti, ena pride, vse pride pa gledajo. Čeprav postavijo. Označeni. Tole je Zoisova zvončnica, tole je pa Preobjeda, strupena roža. Tole so pa prvi ostanki stavb. Tole je pa lep pogled dol v Kobarid. Tole spod je Drežnica, Kobarid, pa je pa Breginjski kot. So pa najbolj zahodni konci Slovenije. Ostanki fosilov. Evo ga, prihajamo na greben Krnčice. Pa ne bom počakal do vrha, ampak vam bo kar tle že na hitrco pokazal, malo razgledal. Ja, tole naprej je kar Triglav. Čist malo pod vrhom. Evo ga, dobrodošli na Krnčici, najvišjem vrhu danes. Gremo kar takoj. Krn, Batognica, Peski, pa je pa tole cel greben
južnih Bohinjskih gorah, najvišji je Tolminski kuk. Tukaj zadaj, spodaj dol, je Veliko Krnsko jezero, tale je Lemeš. Kaj je tale spodaj že? Skutnik, tale spod, bomo tudi pol mimo šli. Ja, zadaj itak Triglav, pa potem, če gremo levo od Triglava, je pol Spihovec, pa Stenar se vidi, pa Škrlatica, Razor, Prisojnik, pa Vršič, spodaj je Trenta, spredi tale Bavški Grintovc, pa Jalovec zadaj, Mangart, tlele Ema, ja, pa Loški greben tamle, pa imamo pa Jerebico, pa Razor, ne Razor, Rombon, zadaj pol že Italijanske gore so, z Višom pa Montažom, pa tole Kaninsko pogoje, spodaj je Bovc, tole smo rekli greben Polovnika, pa greben Stola, pa Matajur, pa smo že okoli, ne. Cajt je, da se gre naprej, ne? Da bomo danes še kaj videli. Tukaj pa zdaj bo kar precej telih ostankov, kavern in ostankov stavb in vsega. Tole pogled nazaj proti Krnčici, pa dol na tele planine, kjer smo štartali. Dobrodošli na srednjem vrhu. Razgled je dosti podoben kot prej, s tem, da se vidi tukaj Krnsko jezero. Tule imamo malo drugačno perspektivo telih planin. Zdaj pa plan, da mi tlele nekje dol krenemo, pa tjale nekam. Sem pa še to hotel reči, med prvo vojno so bili tukaj Italijani, ne. Na Krnu so Madžari, so bili Madžari, ampak so jih italijanski alpini, ne, jih bi po tej severni steni gor presenetili in so zavzeli Krn. Batognica je bila potem 2/3 od Italijanov, 1/3 od Avstrijcev. Tiste vse čez je bilo od Avstro-Ogrske. Tale, ta prvi tlele, ki bomo šli, je bil še italijanski, pol naprej pa greben pa Avstro-Ogrski. Tako da tukaj je bilo kar pestro. Zdaj pa na tem sedlu pod srednjim vrhom skrenemo z markirane poti in gremo nekje v tole smer. Zdaj verjetno bomo tole iskali, ta obzidja, in bomo za tem obzidjem kaj dol hodili.
Tole smo poimenovali Krnska ulica. Prav luštna potka tle. Tamle ena orang pajčevina plazajo, pleza pod njo. Tale pa kar zgleda, kar fin brezen. Smo že kar nekaj srečali. Ne, tle, da gremo mimo. Nema tam tu nožice gre tako. Smo kar navdušeni nad telim, kar vidimo. Gremo zdaj pogledati tele ostanke, kaverne, stavb. Vsega Boga so tle naredili Italijani. Tukaj bi pa lahko kar snemal. Pa lepi razgledi, pa ostanki iz Soške fronte. Luknje. Evo ga, joj, kvaj noro je. Tam nasproti Šmohor, me dal tudi desno gor, sem bil nedolg nazaj gor. Čez tole smo imeli pa po mojem kakšne žice napeljane. Nisem pa 100%. Gremo malo med pogled, samo dokler do strelske linije pride. Tudi planike so nas pozdravile. Tole pa kar na morju, po plaži, ko so te prodajalne pa to. Isto se počutim. Tle so bili pa zgleda Črnogorci, ko so lopate pustili. Pol pa pot pripelje do nekje, ko se je narava nekaj drugega zamislila. Na globoko luknjo. Pa čisti kraški svet, ko bi se po kaninskih podih sprehajal, sam, da je malo več zelenja. Evo ga, Triglavski dimek je tole, če se slučajno sprašujete. Če kdo rab parcela, tle jih je ene par frej. A se gremo malo skladiti semle noter. Tle je pa prav prehod. Ja. Kva so kopali te Italijani? Za večno klesano skalo. Tole pa kar divje. Kva vse je še tlele. Evo, da bomo. Šporket. Ja, če je kakšen kaj spekel, lahko prinese sem gor. Evo ga en. Luknja, je 65 metrov globoka. Kako želez zarjavi, steklo pa še kar novo. Dobrodošli na Grivi.
Ja. 1999 smo baje. Tole je Lemeš. Pol tamle smo že vse skozi dal, bomo pa vas peljem pogledat dol v Lepeno. Tole je Lepena spodaj, pol Lepena pride v Trento, tole smo rekli Kanin, tole smo pa danes obdelali Krnčico, tamle srednji vrh, uno stran vam pa še pokažem. Tole imamo Krne, naslednja Batognica, vrh nad Peski, pol tole smo danes že čez dal, tukaj dol je Krnsko jezero, takole čez je Bohinjsko jezero, tole pa tudi že poznamo. Ne? Evo ga, to je pa še selfie z vrha, čeprav smo bili že višji, ampak to je naš, v bistvu te glaven cilj danes. Zdaj pa še v uno smer. Prej pa še nekaj pojest. Mi smo se kar lepo zasedeli, kakšno urco smo tlele uživali v tišini, v debati. Zdaj pa gremo kele naprej. Lahko pa vidite, da se kar oblači. Tamle, ker sem padalca snemal, smo šli min tega razpotja, ker smo prej, se pravi nazaj smo šli po isti poti, no, do semle, zdaj pa delamo spet naprej krožno pot. Tole ne bi bil gorski mak, ne vem, če je res. Ostanki, pa vsak korak so ostanki. Zdaj prihajamo pa do črede ovc, ne, koz. Če ljudi ne srečamo, srečamo pa saj koze. Evo, peski so že čist v oblakih. Na južne Bohinjske tudi. Drugače pa tole pogled nazaj. Ne? Pa imamo občinstvo. Smo na sedlu pod Skutnikom, ki je tudi poln ostankov. Pa bomo še gor skočili, kaj je tole. Kakšnih 5 minut, 10 mogoče. Prav zanimiv Krn je pa še čisto lep, ki ga ponovadi prv ga zabija. Dobrodošli na Skutniku. Tle pa smo prek 2000. No, tle se pa tudi dobro vidi, kje sem se jaz pred kratkim potepil tlele. Sem šel od Lepene gor, po poti miru, tle nekje. No, pa sem šel pa še malo višji, se pa tam lepo enkrat mulatjera vidi. Pa sem šel pa po tistem grebenu dol. Mislim, ni bilo glih po grebenu, ampak mulatjera gre dol. No. Lušten. Smo pa že ene par, 1, 2, 3 grmenja slišali. Kva se vse dela tle gor, pa betonira ali pa ne vem kva, res komu na časti. Še en razgled, ugotovili smo, da se je malo skadilo, oziroma da je malo, da ni več toliko motno ozračje, da so lepši razgledi. Tako da dajmo še eno panoramo narediti. Evo, tela pa cela ekipca. Ja, se tle sem tudi. Ja. Tukaj pa največ ostankov, pomišljaj pleha. Gremo pa še kele na vrata, pa počas dol. Italijani so tukaj bežali tle, so nekateri še čevlje pozabili. Še te zadnji vzpon danes. Pa še pogled nazaj.
Še lopatnik bomo osvojili danes, oziroma obiskali. Ja, dobrodošli še na lopatniku. Tukaj se pa še boljš videl, kjer sem se nedolgo nazaj potepal. Zdaj si malo bolj vse predstavljam, tako da naslednjič bo lažje. Tudi strani Lepene gor prideti. Pa gremo še malo razgleda, ki je vedno bolj oblačen. Zdaj pa je naš krog zaključen. Sicer bi lahko še naprej šli po grebenu, pa pol malo naprej po grebenu levo dol, sta še dve opciji, ampak glede na to, da zdaj že kar 7 ur pa pol hodimo, smo vsi sklepčni, da gremo kar dol. Zdaj sem pa že kar blizu. Smo se pa malo raztepali, malo porazgubili zdaj po klancu dol. Jaz sem šel malo hitrej, v bistvu vsak svoj tempo na to. Prav zanimiv, sam Krn je še čist lep. Vrhunski timing imamo, zdaj še ostali dol pridejo. Pa se pa zgleda v Lil. Evo, še zadnji 3 člani ekipe so v dolin. Pa kopat, pa zaključek narediti, ne? So klubenice. Družba zbrana, zadovoljna, saj smo vsi zadovoljni. Ja. Tura res vrhunska, top. Koliko smo rečali, 3-4 ljudi, vsega skup nič. Trajali smo pa kar, 8 ur smo hodili, nekaj tazga. Tehnično čist nič kaj dosti zahtevna, se treba pa malo znajdeti, pa malo loviti tiste mulatere, vse to ste pa videli. Drugače pa razgledi fantastični, malo zgodovine, malo rekreacije, jaz sem res ful užival. Danes so malo manj zgovorni, tako da ne vem, kdo kaj je povedal. Ema, vem, da bo. Ful je bilo dobro zgodaj ostati, kdaj smo ostali? 15 do 4. 15 do 4. Ne, takrat je bil že štart. A takrat je bil štart, ja, še 45 minut prej. Ampak res se splača, da hodiš v senci lepo in... Dvih. To, kakšna je bila tura? Tura fajn, enostavna, zelo enostavna, edino pač po kamnih vse čas hodiš. Pazi se zdaj ti škrape. Tako zelo veliko fokusa moraš imeti, ampak ful dobro. Ja. Dare, ti kaj povedal? Veš, že tura je res odlična, dosti vidiš od Vojne gor, teh bunkerjev, jam, ostankov, tako da vse splača pogledati. Kogar to zanima in
naj gre. Kogar pa ne bo pa doma. Na kavču. Pa naj kanal gleda. Tako. Janez, zaključek. Kdor se lahko ne se privošči. Za Ja, pustolovce obvezno odštevo. Odlično. Ni kaj dodati. Hvala, ker ste ostali z nami do konca, stisnite like, pa lepo se majte. Čau. Ciao. Ciao.